Pozdravljeni v avtomobilnosti. V tokratni oddaji nadaljujemo z eno od naših preventivnih akcij z osnovno šolo varne vožnje. No, to že veste, da smo v preteklih sezonah poskrbeli, da je 200 jahačev šlo v nekatere slovenske šole in da smo poleg tega, da smo dostavili jahače, poskrbeli tudi za to, da so otroci in tudi učiteljice dobili eno tako kratko predavanje, zakaj se je pravzaprav treba pripeti. Mogoče bolj kot predavanje smo pripravili pravzaprav kratko prometno gledališko igrico, v kateri smo tako učiteljem kot predvsem otrokom povedali, kako se je pravzaprav zgodilo in kako je prišlo do varnostnega pasu in zakaj je tako pomemben. Ampak nazaj k tistemu, zakaj smo se pravzaprav odločili za osnovno šolo varne vožnje. V Sloveniji starši se tega vendarle moramo zavedati, pravzaprav uživamo veliko dobrobit, ko na šolo otroke pripelje osnovna šola ali občina z svojimi prevozi, kombi prevozi ali šolskimi avtobusi. Od marsikaterih staršev pa smo dobili sporočila, da ti prevozi niso tako varni, kot bi lahko bili. In zato smo se lotili naše akcije, v kateri se lotevamo vseh treh pomembnih delov varnosti pri prevozu otrok. Posvetili smo se voznikom, posvetili se bomo tehnični brezhibnosti kombijev in seveda dotaknili se bomo tudi po cestah, po katerih se vozijo ti šolski prevozi. Ja, in ker smo pri otrocih na nek način že začeli našo akcijo s samimi jahači, se malo dotaknili tudi voznikov, smo zdaj se lotili voznikov, ki so po eni strani najlažji, po drugi strani pa tudi malo težji del te uganke. Pri cesti vemo, da jo dobro asfaltiramo, pa na nek način že je. Pri voznikih, tako kot si rekel, največ prometnih nesreč se zgodi zaradi človeškega faktorja. Torej največ za varnost prevoza otrok lahko naredijo vozniki. To smo videli tudi takrat, ko smo se z njimi pogovarjali o tem, ali se otroci pripenjajo, preden speljajo ali ne. Nekateri so rekli, da se, pa smo potem videli, da se ne, ampak se pravzaprav otroci se pripnejo, če jim rečemo, da se morajo pripeti. No, razen v primeru, ko smo dečka vprašali, ali se pripne, je rekel ne, smo rekli, ali se očka pripne, je rekel ne, kaj ti pa reče? Brigaj se zase. Ne spomnimo. No, ampak v šolskem kombiju in avtobusu ne bi smeli speljati, če ne bi bilo vse tako, kot mora biti. Ok, zdaj gremo naprej. Zdaj voznikom pomagamo vožnjo narediti še bolj varno. In predvsem jim s pomočjo aplikacije Drive omogočamo, da vozijo varno, vedo tudi starši. Ja, in ta aplikacija Drive jim ne pove samo, kako dobro so vozili in kako dobro so se držali cestno-prometnih predpisov, ampak tudi, kar se meni zdi najbolj pomembno, predvsem pri vožnji, ne dovoljuje oziroma beleži, če je ta voznik med vožnjo recimo dvignil telefon ali pa pogledal SMS sporočila. Spomniva, pretekli teden je šolski avtobus poln otrok zapeljal s ceste. Ta trenutek ne vemo še zakaj. Policija še ni sporočila, kaj je bil vzrok temu, da je voznik zapeljal s ceste. Na srečo ni bilo hujše poškodovanih. Ampak ravno zato, da nas taki dogodki ne bi spomnili na nekaj, kar pravzaprav vemo vsi, da je vožnja otrok še posebej pomembna in še posebej takrat je treba tudi z zgledom pokazati, da se vožnje lotevamo skrajno resno. Odnos je vsekakor zelo pomemben. Zelo, predvsem pri otrocih, ker vemo, da nismo vsi ali pa niso vsi za prevoz otrok. Otroci so posebna skupina v naših prevozih, moraš biti pozoren, prijazen, razumevajoč, moraš jih opominjati, prevežite se, ne stojite, ne hodite po avtobusu in tako naprej. Moraš jim biti praktično skoraj en del starša. Starševsko vlogo voznikov šolskih kombijev starši vsekakor znamo ceniti in biti zanjo hvaležni. Zdaj bi jo radi tudi pohvalili in nagradili. V ta namen voznikom šolskih kombijev predlagamo uporabo aplikacije Drive, ki spremlja voznikovo vožnjo. S tahografov elektronskih se vidi sunkovito zaviranje, hitrost se vidi, postanki se vidijo, da je začel vožnjo, če je zamudil, če je prehitro se peljal, kje je naredil postanek, ali je vmes, kje se je ustavil za svoje potrebe. Vse se iz tega vidi, vse tako je rdeča obarva situacija, če ni skladno z predpisi. Nadzor vožnje za profesionalne voznike seveda ni nič novega. A tahograf je namenjen lastni in pa policijski oziroma inšpekcijski evidenci. Z aplikacijo pa lahko vozniki, ravnatelji, otroci in starši dobimo način, da lahko brez razkrivanja osebnih podatkov javno pokažemo dokaz, da vozimo varno. Pogosto dobimo tudi informacije, tudi kritike
staršev, češ kombi ali pa avtobus gre prehitro, smo vozili za njim, ni v redu, ali pa skozi naselje gre prehitro in gotovo vedno hitro odreagiramo. Bo pa ta aplikacija še pripomogla še bolj k temu, da bo kritika takojšnja in nedvoumna. Vas skrbi, kakšen bo odziv pri šoferjih? Po eni strani ja, po drugi ne. Zavedam se tega, da tudi šoferji in tudi prevozniška podjetja skrbijo za varnost, jim je to cilj in neke vrste referenca tudi za njih bo to, da pač pristanejo na uporabo te aplikacije, ki je neke vrste kontrola tudi za njih in jih po eni strani prisili, po drugi strani pa jim da možnost, da se izkažejo kot varni, dobri prevozniki. Seveda bo tudi to dokaz zame, za starše še posebej, tako da če me kdo vpraša, kako vozim, lahko pokažem. To je kot dobra reklama, recimo, če je vse v redu, ne? Prvih 5 šol in z njimi tudi vsi vozniki, ki vozijo otroke iz šole in domov, so se akciji že priključili in dobili so mobilni telefon z aplikacijo Drive. Ampak mobilni telefon zato, da ga ne uporabljajo. Pravzaprav, da ga uporabljajo, ampak ne tako, kot večina ali pa preveč voznikov uporablja telefon, se pravi, da med vožnjo telefonirajo. Pri voznikih šolskih kombijev bomo tako lahko dobili na nek način dokaz, da vozijo varno, da pospešujejo in zavirajo tako, kot se spodobi, ne preveč hitro in ne preveč na silo. In pa seveda to aplikacija tudi pove, če med vožnjo dvignejo in pogledajo na telefon. No in aplikacija na koncu beleži tudi, kakšen je končni rezultat tistega, ki je vozil. In to je tisto, kar pravzaprav iščemo v tokratni oddaji. 5 voznikov bo imelo mesečni rezultat varne vožnje. Želimo si, da je ta vsaj 90 ali več. In ta rezultat bo obvisel tudi na spletni šolski strani in vsi starši in šolski učitelji bodo lahko videli, kako njihov voznik ta mesec vozi otroke. In dobil bo nalepko Varen voznik.